Dober dan. Tokrat se bom pogovarjala z doktorjem Danom Podjedom, raziskovalcem iz Inštituta za slovensko narodopisje, avtorjem številnih knjig, med katerimi je tudi Videnji, ki je šla pri založbi ZRC. Zdajle pa bova govorila o njegovi najnovejši knjigi, ki nosi naslov Antropologija med štirimi stenami in podnaslov Spoznavanje družbe in sebe med pandemijo. Torej, Dan, kakšni so bili vzgibi in okoliščine, v katerih si se lotil pisanja te zelo aktualne knjige? No, okoliščine mislim, da so čisto vsem znane. Zgodila se je tako imenovana pandemija, ki je zaobjela svet, in pomladi med prvim valom smo potem obtičali med štirimi stenami. Kot antropolog sem se počutil pri tem še posebej omejen, zato ker nisem imel več dostopa do ljudi, torej do tistih, ki jih sam opazujem in s katerimi izvajam tisto, čemur smo v preteklosti rekli opazovanje z udeležbo. Potem sem moral izvajati opazovanje brez udeležbe. Po Facebooku in drugih omrežjih sem vsak dan objavil en tekst o tem, kaj se godi na našem domu, in potem začel dobivati najrazličnejše odzive od ljudi, ki so tudi zbrani v knjigi, o tem, kaj se pa njim dogaja, in oni so se pravzaprav začeli odzivati na moje besede. Recimo, ko sem objavil, da peremo vso hrano in steklenice doma v domači banji, takrat se je ljudem res utrgalo oziroma se je izlilo iz njih en kup zanimivih odgovorov oziroma nasvetov. Pa daj nehaj to početi, tebi se bo zmešalo, pojdi na svež zrak, zakaj klečiš tam ob banji, zakaj pereš steklenice, privošči si raje kozarec vina in tako naprej. In zato je ta knjiga na nek način intersubjektivna, ker ni samo zapis moje resničnosti, ampak gre za zapise različnih ljudi, ki so hkrati sobivali med prvim valom, vsak v svoji kamrici med štirimi stenami ali pa v svoji zidani votlini, in smo se na daleč pogovarjali. Razumeli smo se pa, tako, bolj ali manj, nekaj smo se pa že razumeli. Torej, čeprav razumem, glede na vse odklonilne odzive, steklenic več ne perete v kopalni kadi. Ali se je zgodilo tudi še kaj drugega, zaradi česar drugače gledaš zdaj na pandemijo in na to dogajanje v drugem valu? No, steklenic ne perem več, ampak ne zaradi tega, kar mi svetujejo prijatelji na Facebooku, ker kot večkrat opozarjam, prijatelji na Facebooku niso samo pravi prijatelji, to so tudi prijatelji v narekovajih, ker ta hip jih imam približno 1800 in ne vem, če so vsi čisto pravi prijatelji. Tako da, koga poslušati v tem prelomnem času, to je tudi eno od vprašanj, ki jih odpiram v tej knjigi, in znova se to sprašujem med drugim valom, ki pa je bistveno drugačen, kot je bil prvi. Med prvim je nastala ta knjiga, ki je napisana v nekoliko bolj veselem, sproščenem duhu, v njem so anekdote iz vsakdanjega življenja. Začnem pravzaprav z obiskom trgovine, kjer sva se z prodajalko drugega rahlo bala, jaz v gumijastih rokavicah, in nisem mogel potem odkleniti zaslona svojega telefona, ker imam na telefonu kartice ugodnosti, ker toliko pa sem očitno bil še škrt kljub vsem tem virusom, da sem hotel izkoristiti tiste ugodnosti, ki jih imam na kartici. Ona pa si je mislila, kaj tam čakam, da ne grem že naprej, ker se je za mano nabirala vrsta ljudi. In ta prvi šok mi je bil tako antropološko zanimiv, kako se ljudje gibljemo po trgovini, kako gledamo drug drugega, kako se bojimo drug drugega, kako se kot molekule plina razporedimo po prostoru, da se mi je zdelo pomembno, da ga opišem. Ampak zdaj se je vsa ta čudnost strnila v tej knjižici, to, kar se pa dogaja v drugem valu, pa ni več pravzaprav smešno, ni več zabavno. Če že, zdaj nastaja bolj nek postapokaliptični triler, mogoče tudi zaradi vzdušja zunaj štirih sten, ker je bolj temno, ker se bliža zima, ker dežuje ali pa sneži, pa ker smo vsega naveličani. Torej smo zdaj v položaju, ko si želimo, da bi se prvi val s svojim ozračjem vrnil.
Ja, in med prvim valom smo bili, to sem opazil, bistveno bolj solidarni, vsaj tak občutek sem imel, da nismo razumeli pandemije samo kot neko vojno stanje, kot so ga nekateri želeli prikazati, ampak prej kot neko športno tekmo. Dajmo, gremo skupaj, lahko to. Zdaj v drugem valu pa tega športnega vzdušja ni več, gre bolj za neko zamorjeno vzdušje, kdaj bo tega konec in kdaj se bo tole končalo. Še to, ali tudi zdaj kaj pišeš, kaj nastaja? V šali si takrat to knjigo napovedal kot prvi del, če se ne motim, kaj pa nadaljevanje? Ja, na koncu knjige sem res napisal konec prve sezone in ja, mislim, mogoče konec prvega vala. Kot rečeno, ne najdem inspiracije in ne najdem časa. Tudi zaradi tega, ker vse več časa preživim na različnih Zoomih, Skypih in drugih srečanjih na daljavo. Med prvim valom se mi zdi, da nas še v ta val zoomanja ni potegnilo. Zdaj pa smo postali dobesedno ne zombiji, ampak zumbiji. Saj smo ves čas pred zasloni in zasloni so naša edina okna v svet. Preredko se podamo ven in preredko si privoščimo odklop. Tako da bi pisal, pa žal ne najdem več časa, niti tiste prave motivacije. Mogoče počakajmo še kak mesec. Torej, z Danom vam mahava z teh oken v svet. Hvala, Dan, in nasvidenje. Hvala.